Lep pozdrav, jaz ostajam doma, upam, da tudi vi. Danes si bomo pogledali enoročni bekend, ker smo nazadnje govorili le o dvoročnem bekendu. Pri enoročnem bekendu je zelo pomembno, da prav tako kot pri dvoročnemu sodelujeta obe roki. Sedaj zopet gremo iz osnovnega položaja. Sprednja roka nam obrne lopar malce na bekend, lahko ga igramo tudi s kontinentalnim, ampak potem včasih pride do obračanja loparja preveč navzgor in gre žogica v zrak. Se pravi, ga obrnemo malo na, vidite, da strune kažejo navzdol. Zdaj bom jaz igral v tisto smer. Potem naredimo zasuk, druga roka nam pomaga, leva roka nam čvrsto pomaga. Ga dvignemo navzgor, zdaj prtimo, vidite, da je ta dvig dosti višji, kot pri recimo vavrinki. Dvignemo navzgor, potem pa začne leva roka spuščati lopar, desna gre pod žogo, roki začneta iti narazen, pred nami je kontakt žoge, sledi naprej, navzgor in obračanje zgornjega dela trupa proti nasprotniku. Se pravi, če to naredim malce hitreje, hop, naprej, navzgor. Sedaj pa prva vaja. Se pravi, leva roka je zelo pomembna. Če boste igrali samo z desno roko, prvo, ne bo toliko energije in drugo, ne boste imeli kontrole, ker se boste prehitro obračali. Druga roka nam zagotavlja, da ostanemo čvrsti. Se pravi, tukaj morate začutiti med lopaticami, morate začutiti, kako dejansko lopatice naredijo skupaj. In vadite narazen, kako gre druga roka nazaj, medtem ko gre prva naprej. Pravi, to je ena vaja narazen. Potem pa še druga vaja, obrat boka in pa zgornjega dela trupa. Se pravi, potem ko jaz odbijem, ta roka naredi nazaj in zgornji del trupa se obrne proti nasprotniku. Se pravi, to. Nazaj, obrne. Nazaj, obrne. Vidite, da dvignem peto zadnje noge. Tako. Hop. Začnem malce bolj na zadnji nogi. Obrnem. Peta in odprem. Tako. Tako. In ko to obvladate, imate enoročni bekend kot Stan the Man ali včasih Heninova ali mogoče Dominic Thiem. To je vse za danes. Sodelujte v izzivu, pošljite mi videe, ostanite doma, bodite aktivni in predvsem ostanite zdravi ter se vidimo jutri v novem videu. Lep pozdrav!